Dobro jutro, spoštovani gostje, dame in gospodje. Na največjem strokovnem dogodku Industrije za industrijo, Industrijskem forumu 2023. Mislim, da je čas, da začnemo, samo še vrata se bodo zaprla, da bomo imeli možnost, da se posvetimo temu, zaradi česar ste prišli. Na današnji dan se srečujemo, lahko rečem, v pristanu ali v pristanišču številnih, ki uspešno plujete po razburkanih vodah slovenske industrije, se spretno izogibate vsem čerem in polnite svoje jadra z inovativnimi rešitvami in seveda tudi z plodnim sodelovanjem. Industrija v Sloveniji predstavlja zelo pomemben del slovenskega gospodarstva. Pravzaprav je Slovenija ena izmed najbolj industrializiranih držav Evropske unije, zato lahko rečemo z argumentom, da je industrija hrbtenica slovenskega gospodarstva, naše skupne blaginje. In tu zgodba še zdaleč ni končana. V razmahu, kot vsi vemo in tudi čutimo, je četrta revolucija, četrta industrijska revolucija in ustvarjanje dodane vrednosti na zaposlenega je pravzaprav ključno za preboj. Ampak ta preboj sloni na inovacijah, bazičnemu in aplikativnemu raziskovanju, spodbujanju ustvarjalnosti in seveda izkoriščanju vseh tehnoloških dovršenosti, ki so že z nami in ob nas. Na Industrijskem forumu IRT 2023 bomo o vsem tem temeljito razmišljali, si delili ideje, pobude, know-howe in tudi čestitali in nagrajevali. In prepričana sem, da bomo ob koncu dneva prišli do skupnega imenovalca in to je, da zmoremo, da se da in da se da najbolje in odlično in tudi prebojno, ampak le v sodelovanju, sokreaciji in takrat, ko bo v ospredju človek, človeški faktor, mi ljudje. Torej, spoštovani in spoštovane, slavnostno lahko rečem, da odpiramo Industrijski forum IRT 2023 in sicer z pozdravnim nagovorom Darka Švetaka, vodje organizacijskega odbora Industrijskega foruma IRT, sicer zaposlenega na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in lastnikom ter urednikom strokovne revije IRT 3000, ki jo ne beremo le v Sloveniji, ampak zato vam, gospod Darko, iskreno čestitam kot ljubiteljica tiska in branja, tudi na Hrvaškem in v zadnjem času v Srbiji. Darko Švetak je včeraj pel od veselja, zato mu oprostimo za nekoliko slabši glas, ampak vsebina bo pomenljiva. Gospod Darko Švetak, dobrodošli. Oder je vaš. Spoštovani gostje, udeleženke in udeleženci, avtorji strokovnih prispevkov, predavatelji, pokrovitelji in razstavljalci. Dobrodošli nazaj v Portorožu na letošnjem že 14. Industrijskem forumu IRT. Iskreno sem vesel in počaščen, da ste znova v tako velikem številu odzvali našemu vabilu in ste del najpomembnejšega strokovnega dogodka za industrijo. Smo vas letos presenetili ali prestrašili? Ne glede na to, kakšna čustva so vas preplavila, ko ste zagledali lik iz kultnega filma Avatar 2, ki je nekaj jasno. Vtisnil se vam je v spomin. Prav tako organizatorji Industrijskega foruma IRT želimo, da se vam letošnji dogodek vtisne v spomin. Po kakovostnih vsebinah, razstavi, predaji znanj, stikih rok, iskrenih nasmehih in seveda tudi odgovorih na vprašanja in rešitvah za vaše izzive, zaradi katerih ste pravzaprav prišli v Portorož. Če ste že prebrali uvodnik v letošnjem zborniku, potem veste, kako razmišljam. Modri ljudje delajo modre stvari. Pa nimam v mislih le s 3D tiskalniki natisnjenega velikana v preddverju. Slovenščina omogoča igro besed. Modra ni le barva. Modra je tudi oznaka za inteligenco, pametno osebo. Takih pa verjetno imate več okoli sebe.
in takšne ljudi oziroma njihove inovacije iščemo tudi na industrijskem forumu IRT. Iščemo modre ljudi, ki znajo dobre zamisli spraviti v denar, v zlato, če želite. Ni naključje, da je industrijski forum IRT že več kot desetletja dogodek industrije za industrijo. Na letošnjem forumu boste spoznali recept, kako do vaše večje dodane vrednosti. Nadgradili ga bomo z receptom, kako postati zlata gazela. Večina sestavin poznate in jih imate, toda zgolj stroji in orodja niso dovolj. Potrebujete znanje, željo in predvsem dobre ideje. Te pa imajo že omenjeni modri ljudje. Modri ljudje vas bodo usmerili v iskanje najboljših rešitev na področjih, kjer poslujete. Povedali vam bodo tudi, da recept za uspeh niso kratkoročne zmage in dobički, temveč tek na dolge proge. Priporočam vam, da pozorno prisluhnete sogovornikom na okrogli mizi z naslovom Prvaki trajnostne rasti. Kot goba vpijte ideje in prijeme, ki jih boste slišali. Razmislite o njih, ponotranjite jih, nato pa ukrepajte vsak na svojem področju. V želeno prihodnost nas popelje tudi slovenska inovacija Kambi, ki ga bo predstavila kolegica Metka Škofic in vas povabila k sodelovanju. Z nami je s video nagovorom tudi aktualna inženirka leta Rozana Kolar. Danes boste tudi slišali in videli, kakšne ideje in zamisli za jutrišnji svet imajo mladi modri ljudje. Predstavitve študentskih inovacij in podelitev nagrade EET Manufacturing nikakor ne gre zamuditi. Zato se po kosilu dobimo nazaj v glavni dvorani. Brez skrbi, na industrijskem forumu IRT vas letos čaka ogromno zanimivih vsebin. V 2 dneh se bo zvrstilo več kot 40 strokovnih predavanj in predstavitev. Svoje novosti pa vam na razstavi predstavlja več kot 40 razstavljalcev. Prepričan sem, da bo vsak našel kaj zase. Letošnja razstava poka dobesedno po šivih. Naj se pohvalim, da številnimi razstavljalci in sponzorji dogodka IF-IRT sodelujemo že več kot desetletje. Torej tečemo poslovne maratone. Očitno je, da delamo prave stvari in da delamo stvari prav. Hvala obema glavnima pokroviteljema, ABB in Fanukadrija, pokroviteljem ABC Maziva, BTS Company, Marsi Group, Metle Toledo, Šunk, Topomatika in Jaskava. Iskrena hvala spoštovani razstavljalci in udeleženci, člani programskega in organizacijskega odbora industrijskega foruma IRT. Naj se letošnje pestro in modro forumsko dogajanje začne.